Andrej, Koper Olimpija 1-1, današnjo tekmo si bomo zapomnili predvsem po številnih neizkoriščenih priložnostih Olimpije. Jaz sem vesel, da smo mi bili tako dominantni v polju, da praktično smo nadigrali Koper. V vseh elementih si pripravili, ne vem, zdaj statistično ogromno priložnosti. Pač nismo izkoristili te priložnosti, bili oškodovani za čisto 11 metrov, ko zdaj na koncu je kriv, da tudi na naši strani moramo kriviti sodnike, ker oni niso nikoli nič krivi, ampak enostavno mi bi iz takih priložnosti mogli večkrat zadeti. Pa spet iz prekinitve pozabili praktično, sami si naredili prekinitev pa iz prekinitve dobili z 1 metra, recimo 5 metrov zadetek, tako da nepazljivost. Ampak še enkrat, spravim, lepa popotnica za četrtek. Mislim, da se bomo čim prej probali regenerirati in odigrati takole v Žilini. Mislim, da nimamo fantov kaj očitati. Boban, Koper Olimpija 1-1. Danes se je zdelo, da žoga nikako ni hotela v mrežo. Kaj naj rečem, ne vem, na tej Bonifiki je res nekaj čudnega, čeprav smo prejšnjo tekmo tudi dobili 1-0, ampak taka tekma se mi je zdaj že zgodila petič v karieri, odkar sem pri Olimpiji. Ne vem, mi se moramo tudi malo več na realizaciji narediti. Dobili smo tudi gol iz ene neumne prekinitve, ampak ne vem, mi smo bili sigurno prepričani in da bomo dobili danes 3 točke. Dobro smo stali na igrišču, igrali smo nogomet, ustvarjali priložnosti, ampak enostavno nismo dali tiste pike na 2-0 in ne vem, to je vseeno. Vseeno z igro ne smemo biti nezadovoljni. Pa sigurno, mogoče smo odigrali najboljšo tekmo, tudi od pripravljalnega obdobja do prvenstva, tudi v Evropi in izgledali smo res dober, ampak tista pika na i, se pravi, še enkrat ponavljam, na 2-0 je manjkala in to je vse. Zdaj vas čaka regeneracija in z mislimi ste verjetno že na Slovaškem. Pa sigurno, ja, če bomo šli z miselnostjo, da branimo 3-1, se nam ne piše dobro, ker Žilina je izkušena ekipa in gremo igrati spet gor nogomet, da upam, da dosežemo čim prej gol, da tudi njihovo euforijo malo umirimo in to je to.